Lepo pozdravljeni v In Vivo Veritas. Danes se bomo pogovarjali o filmu, natančneje o filmskem festivalu, mednarodnem filmskem festivalu Kino Otok Izola Cinema, ki letos praznuje svojo že 20. obletnico. Z mano je direktorica festivala Tanja Hladnik. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, 20 let, to je že kar precejšen uspeh, sploh za filmski festival, sploh pri teh sredstvih, o katerih govorimo za film v Sloveniji. Boste 20. obletnico kaj posebej obeležili? Ja, tako je. 20 let festivala umetniškega, avtorskega filma se nam zdi nekaj, kar niti slučajno ni samoumevno v okoliščinah, v katerih festival že 20 let nastaja. In zato je to priložnost za praznovanje na različne načine. Začeli smo že v začetku letošnjega leta, ko smo v Kinoteki, ki je eden od koproducentov festivala, pripravili praznovanje različnih generacij festivalskih ekip, ki so skozi 20 leti festival ustvarjale seveda v Izoli, pa tudi v Ljubljani in na drugih prizoriščih. Kar nekaj vidnih profesionalcev z področja filmskega ustvarjanja in prikazovanja se je izmenjalo v naši ekipi, začenši seveda z soustanoviteljema festivala Vladom Škafarjem in Janom Cvitkovičem, potem pa smo in so sledili številni drugi, ki so festival skozi leta pripravljali. Nekateri oziroma veliko nas ga pripravlja še danes. Za vse nas drži, da smo festival vzljubili na poseben način, da ga jemljemo ne zgolj kot delo, kot službo, ampak pripravljamo festival kot resnično praznovanje filma vsako leto, letos pa, kot rečeno, ob 20. obletnici še posebej. Zakopali smo se tudi v arhive samega festivala in pripravili nekaj priložnostnih razstav, predvsem vizualnih in tudi audiovizualnih spominov. Dve od teh razstav smo pripravili v Ljubljani. Ena je razstava plakatov festivala skozi leta v plakatni galeriji Figovec v samem središču Ljubljane. V ravno teh dneh pa smo odprli tudi razstavo v galeriji v Kinodvoru, ki bo stala še vse poletje. Potem pa bomo tudi v Izoli nekaj od teh resnično zanimivih in dragocenih spominov predstavili tudi na samih festivalskih prizoriščih. Tako, to je bilo praznovanje za ogrevanje. Vrhunec se gotovo zgodi v Izoli med 5. in 9. junijem, ko smo se pri pripravi samega filmskega programa še posebej ozrli k tistim avtorjem iz Slovenije in tudi seveda mednarodnim avtorjem, ki so Kino Otok skozi leta že obiskali, bodisi kot gostje v živo, bodisi s svojimi deli. In letos prikazujemo kar nekaj filmskih naslovov kinootoških, festivalskih avtorjev, ki se vračajo seveda z novimi, svežimi deli. Nekateri od njih nas tudi obiščejo v živo. Koliko gostov lahko pričakujemo letos? Filmskih gostov imamo v tem trenutku potrjenih okrog 12, med 12 in 15 se giblje številka vsako leto. Ne želimo si večjega števila gostov in sicer zaradi pomembnega vsebinskega razloga. Želimo si namreč te avtorje čim bolje spoznati, ne zgolj mi kot festivalska programska ekipa, ampak jim ponudimo tudi prostor in čas, da se spoznajo med sabo in seveda srečajo z občinstvom. Kot del naše trajnostne naravnanosti si želimo tudi tega, da se na Kino Otoku spletajo pristne vezi med filmskimi ustvarjalci, obiskovalci, tistimi, ki mogoče v filmu pišejo ali ga reflektirajo, zato da se ustvarijo trajne vezi, ki potem nemalokrat rodijo tudi sodelovanja, ki trajajo skozi leta. In če to niso ustvarjalna sodelovanja, so prijateljstva, ki so tudi pomembna za naš mali slovenski filmski prostor. Festival je mednaroden, večina gostov prihaja iz onkraj meje, iz druge strani meje, in to v slovenski filmski prostor prinaša neko prepotrebno svežino in tudi priložnost, da se slovenska filmska scena nekako zrcali tudi skozi poglede od zunaj. Saj
pravzaprav na vašem festivalu lahko vidimo filme, ki jih potem ponavadi ni niti v distribuciji nikjer, dejansko so tam prikazane, jih potem če rečem, niti piratsko jih ni moč dobiti. Se je mogoče ta politika, kakšne filme boste predvajali na festivalu, skozi leta kaj spreminjala? Ja, gotovo se je spreminjala. Festival se je leta 2004 začel kot festival afriškega, azijskega, latinsko-ameriškega in vzhodnoevropskega filma. Že samo poimenovanje govori o tem, da se je program na začetku omejeval geografsko, lahko rečemo, vedno je bil fokus na avtorskem umetniškem filmu, ampak skozi leta se je sama potreba po tovrstni produkciji v našem prostoru gotovo zmanjšala. Takrat, ko je festival nastal, recimo še ni obstajala Art Kino mreža, ki v zadnjem desetletju plus zelo dobro deluje in tudi prinaša tovrstne produkcije na redni program, na redno distribucijo. Zgodila se je še ena velika sprememba pri programiranju in pri sami izvedbi festivala, in sicer je to opuščanje tekmovalnega programa, ki smo ga opravili v letu 2012. Oboje in opuščanje geografskih omejitev in opuščanje tekmovalnega programa se je zgodilo precej spontano. Razumeli smo skozi samo programiranje, da je produkcija, ki jo na Kino Otoku prikazujemo, prisotna v tako rekoč vseh državah sveta. Gre za filme, ki so mogoče nekoliko bolj zahtevni, izzivalni, bolj samosvoji v svojem filmskem jeziku in avtorskem izrazu. In ti filmi navadno ne dobijo veliko pozornosti na največjih festivalih, kot so recimo Cannes, Berlin, Rotterdam in tako naprej. In prav za tovrstno filmsko ustvarjalnost so festivali, kot je Kino Otok, resnično ključni za to, da lahko preprosto pridejo do gledalcev. Opuščanje tekmovalnega programa ima še eno izjemno pozitivno posledico, in sicer je to, da se namesto na člane žirij in same nagrade osredotočamo na same filmske vsebine, na filmska dela, na goste, ki pridejo skupaj z njimi, in dopustimo resnično odprt, svoboden prostor stiku, dialogu, refleksiji, na strokovnem programu tudi pogovorom in diskusijam o tem, kako filmska ustvarjalnost deluje v sodobnem času, kako je mogoče dan danes priti od neke originalne ideje do same izvedbe. Tako da to sta nekako, se pravi, sprememba oziroma opuščanje geografskih omejitev in opuščanje tekmovalnega programa sta gotovo spremembi, ki sta najbolj vidni tudi navzven skozi samo zgodovino festivala. Potem pa so se neobhodno zgodile tudi številne spremembe povezane z digitalizacijo kina. Manj filmov se prikaže na filmskem traku na festivalu Kino Otok v primerjavi z nekoč. Prva leta je bil to edini način, kako so filmi bili prikazani. V zadnjih letih oziroma v zadnjem desetletju, že lahko rečem, smo pa resnično še posebej veseli, ko imamo priložnost in možnost prikazati tudi film iz filmskega traku. Potem pa so se spremembe pri samem festivalu gotovo zgodile tudi z spremembami samih programskih ekip festivala. Vsak kurator filmskega programa, filmski programer seveda s sabo prinese svoje lastne afinitete, mogoče priljubljene avtorje, priljubljene kinematografije, kakorkoli, tako da to je ohranjalo tudi, mislim, skozi leta neko živost in tudi mladostnost festivala, ker vsak nov pogled spremeni tudi potem mogoče festivalsko krajino. Če govoriva o teh umetniških filmih, se včasih sliši kot, wow, to bo nekaj, kar ne bomo razumeli. Po drugi strani pa bi rekla, da za filmoljubce to pogosto pomeni, da gre za filme, katerih konca ne moreš tako enostavno predvideti. Kar je najlepše tudi, ne mogoče.
ko govorimo o umetniškem in o avtorskem filmu, se resnično tudi sami ustvarjalci filmskih festivalov pogosto zataknemo v to zanko, da mogoče naš program predstavljamo na način, ki ni na prvo žogo odprt in komunikativen do občinstva, ki sodobno filmsko ustvarjalnost in tudi klasično mogoče nekoliko manj pozna. Eno od posebnosti oziroma tudi vodil našega festivala je, da na različne načine s komuniciranjem, seveda z govorjeno besedo, z zapisanimi predstavitvami, gradimo mostove do filmskega izraza, tudi če je ta nekoliko bolj neobičajen, mogoče manj narativen. Pogosto filmi, ki jih prikažemo na festivalu, ne sledijo najbolj običajnim dramaturškim lokom, težko je predvideti, kaj se bo zgodilo. Je pa verjetno pomembno, da v javnem prostoru obstaja možnost izkušnje tudi tovrstnega filmskega izraza. Zakaj? Zato, ker tovrstni filmi spodbudijo k razmisleku pogosto, k razmisleku o sami vizualni, audiovizualni kulturi, ampak ob enem tudi k razmisleku o vsakovrstnih tematikah, ki jih avtorski filmi pogosto naslavljajo. Gre tako za zelo intimne teme. Filmski ustvarjalci recimo pogosto skozi filme raziskujejo tudi lastno izkušnjo odraščanja, družine, življenja v nekem okolju. Po drugi strani pa filmi, ki jih uvrščamo na program Kino Otoka, nagovarjajo tudi družbeno pomembne tematike, reflektirajo to, kar se dogaja okrog nas. In ko rečemo okrog nas, seveda govorim o mikroprostorih, kot je seveda najprej slovenska Istra, Slovenija, regija, ampak lahko pa gre tudi za tematike, ki se vsaj na videz dogajajo nekje daleč od nas, so pa v našem današnjem globaliziranem svetu, tičejo čisto nas vseh, tudi vseh tistih, ki pridejo na naš festival. Se lahko bi rekli, da se na vašem festivalu dostikrat lahko gledalci seznanimo tudi z nekimi tematikami, ki v bistvu niti v slovenske medije ne pridejo. Zdaj, če govorimo o palestinskem, izraelskem konfliktu, ki se mu boste letos tudi posvetili z 2 filmoma, je to mogoče vseeno nekaj, kar recimo, da poznamo. Po drugi strani pa recimo imamo tudi zaledje spopada v Karabahu, ki se kaže skozi ta dokumentarni film Iskanja brata, pa vse do tematik, kot je Eurovizija, ne nazadnje. Tako, to so nekaj tematik, ki jih letošnji program nagovarja na različne načine. Prednost spoznavanja, odkrivanja, razmišljanja o teh tematikah na festivalu je v tem, da se v čisto vsak film v katerokoli od teh tem poglobi na način, ki je v dnevnih medijih praktično nemogoč. Se pravi, te poglobitve se dogajajo bodisi na zelo osebnih, intimnih ravneh, bodisi skozi izkušnjo nekega kolektiva, neke skupnosti, ki se ji dogaja taka ali drugačna, navadno nepozitivna zgodba. In pri čemer festivali delamo tudi razliko je pri tem, da se ob samih projekcijah zgodijo pogovori, kar navadno v redni distribuciji ni pogosto, se zgodi, ampak ni tako pogosto. Na festivalu je pa čisto vsak film pospremljen tako z uvodom, ki lahko že mogoče ponudi nek način vstopa v tisto, kar bomo gledali. Potem pa sledijo pogovori s filmskimi ustvarjalci, ki seveda lahko še dodatno osvetlijo to, kar smo v filmu pravkar gledali. In je potem še tretji del, ki je specifičen za vse festivale in seveda za Kino Otok ravno tako. In sicer na festivalu navadno filme gledamo z drugimi članicami in člani občinstva,
ki imajo željo po filmu spregovoriti o tem, kar smo ravnokar gledali oziroma poslušali v pogovoru. Se pravi, da se ta sama izkušnja gledanja filma bistveno razširi, kot če nek film pogledamo mogoče v redni distribuciji ali še posebej, če ga gledamo recimo na ponudnikih video vsebin, kar je danes seveda tudi pogosto. Se pravi, neka razširitev izkušnje filma pomeni tudi možnost poglobitve v tematike, ki jih sami filmi naslavljajo. Bi rekla, da je po eni strani ravno zaradi tematik, ki jih zasledimo, festival po svoje tudi aktivističen. Aktivizem je gotovo eden od podtonov, ali kako bi rekla, festivala. Nismo aktivistični na prvo žogo na ta način, da bi želeli našim gledalcem in našim obiskovalcem vnaprej predvideti odgovore, oziroma ne želimo biti tisti, ki jim zelo neposredno določimo njihovo mnenje. Gotovo pa je naš festival družbeno angažiran, to lahko rečemo ravno skozi tematike, ki jih naslavljamo, ker ta družben angažma v veliki meri velja tudi za avtorski umetniški film, ne glede ali gre za dokumentarni film, igrani ali eksperimentalni. In tako da se ta družbena angažiranost razliva skozi sam program. Aktivizem se pa na številne načine gotovo dogaja tudi pri sami produkciji festivala. Ena od tematik, ki so širše družbene, pomembne in ki jih v zadnjih letih zelo neposredno naslavljamo, je gotovo okoljska kriza, podnebne spremembe, ki so del našega vsakdana. Festival se je recimo te tematiko lotil skozi samo produkcijo na način, da smo se znotraj ekipe posvetili temu, da zmanjšujemo, kjer je le mogoče, preprosto količino odpadkov, ki nastajajo na festivalu, da potem te tematike na precej mil in spet ne zelo direkten način vključujemo tudi v sam program. Pri tem pa se držimo tega, kar sem že prej rekla. Ne uvrščamo nujno na filmski program takih del, ki bi bila sama po sebi aktivistična. Menimo pa, da je nam kot nevladni organizaciji, kot zasebnemu zavodu v javnem interesu dana odgovornost, da v okviru festivala naslavljamo tematike, ki se tičejo širšega družbenega okolja, v katerem festival nastane vsako leto in deluje. Ko si že omenila odpadke, ste festival, ki se trudi biti festival brez odpadkov oziroma Zero Waste festival. Ste me ravno spomnili, mislim, da imam še vedno doma kozarček od lanskega festivala, morda ga letos prinesem s sabo. Ampak kaj pravzaprav to pomeni, da ste festival brez odpadkov? Ta zgodba se je zgodila nekaj let nazaj, ko smo iskali v našem širšem družbenem okolju sogovornike, ki bi lahko tudi nam predstavili, na kakšen način lahko neka javna množična prireditev se obnaša preprosto bolj odgovorno do okolja, v katerem poteka. Te sogovornike smo našli v društvu Ekologi brez meja, ki so verjetno v slovenski javnosti najbolj prepoznavni po njihovi akciji Očistimo Slovenijo, ki so jo številna leta izvajali. Potem so pa tudi oni stopili korak naprej in se začeli ukvarjati s tem, kako lahko mogoče že v enem koraku prej vsi skupaj zagotovimo, da preprosto odpadkov nastane manj. En zelo konkreten primer, kaj to pomeni za naš festival, je v našem družabnem dogajanju so seveda vključene tudi pogostitve, vključno z seveda pogostitvijo s pijačo zvečer na svetilniku in običajno pri nas večje prireditve za tovrstne primere še vedno uporabljajo embalažo za enkratno uporabo, kar smo mi recimo s povratnimi kozarčki preprečili. In druga zelo konkretna rešitev je bila ta, da so naši prostovoljci, se pravi naša ekipa, za katero tudi organiziramo seveda prehrano,
že nekaj let s sabo prinesejo svoj lasten pribor, tako da tudi na ta način ne nastajajo novi odpadki. Zmanjšali smo seveda do minimuma tiskovine, ki nastajajo za sam festival, in poskušamo komunikacijo opravljati, če je le mogoče v živo, sicer pa preko elektronskega komuniciranja. Zelo resno smo vzeli tudi razmislek okrog upravičenosti mednarodnih potovanj z letalom za naše goste, kar sem že prej na začetku omenila. Ne želimo si zelo velikega števila gostov in predvsem si želimo, da če ti gostje pridejo, ostanejo z nami za več dni, se pravi, da se lahko tukaj udomačijo, da so lahko na različne načine vključeni v naš program. Zmanjšali smo tudi recimo število potovanj na druge festivale. Pri programiranju festivala se je še do nedavnega veljalo to pravilo, da čim več festivalov kot obiščeš, boljši nekako filmski kurator si. To danes ni več potrebno v tem obsegu, ker, kot sem že prej omenila, se je prikazovanje filmov in sama produkcija filmov v taki meri digitalizirala, da je mogoče filme spoznati, nova filmska dela spoznati tudi na drugačen način. In tako da to je nekaj zelo konkretnih ukrepov, ki smo jih sprejeli. Ti ukrepi so bili že v prvem in drugem letu relativno uspešni, tako da zdaj vsako leto naprej se ukvarjamo še z malenkostmi in iščemo še nove načine, kako preprosto zmanjšati negativen vpliv na okolje, v katerem festival potekajo. Tudi strokovni program je imel nekaj teh tematik, bo tudi letos imel to? Ja, tudi letos. Letos je v bistvu že 4. leto, ko v okviru strokovnega programa kar nekaj časa posvetimo posebej tej tematiki. Letos se ukvarjamo z mladim filmskim občinstvom, ki je tudi sicer ena od ciljnih skupin našega festivala. In sicer v okviru Evropske festivalske mreže, ki jo Kino Otok koordinira, se zadnje leto ukvarjamo s pripravo listine za bolj trajnostno in bolj socialno vključujočo filmsko vzgojo. Gre za en dokument, ki je po eni strani praktičen, po drugi strani deluje tudi kot manifest. V njem se ukvarjamo s tem, da spremenimo vrednotenje nas, ljudi, narave, vsega, kar nas obkroža, na ta način, da resnično prepoznamo, da so viri, zemeljski viri končni, da se človeštvo ne sme in ne more več obnašati, kot da je, se pravi, kot da je zemlja neskončna, kot da je vse, kar dobimo za naše življenje in delovanje, neskončno. In zato ima ta dokument tudi naravo manifesta, ker je na nek način filozofski, ukvarja se z etiko, spreminjanjem vrednot. In ta dokument oziroma osnutek dokumenta bo predstavila naša kolegica iz Berlina, ki prihaja iz organizacije, ki se še posebej posveča ravno temu presečišču med filmom in aktivizmom oziroma družbeno angažiranostjo. In o tem dokumentu se bomo pogovarjali z filmskimi pedagogi, seveda najprej s tistimi, ki se srečujejo z mladim občinstvom, bodisi sodelavci festivalov, kinematografov. Želimo pa si med publiko in se še posebej vabimo tudi pedagoge, ki poučujejo filmske predmete v osnovnih in srednjih šolah. In skupaj bomo, upam, stopili še korak naprej k končni verziji tega dokumenta, ki bo potem distribuiran ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi mednarodno. Kar se tiče filmske vzgoje, ste ravno v zadnjem času precej razširili svoje delovanje, tudi s Kinomistra. Kaj vse pravzaprav zdaj zajema vaše tudi izvenfestivalsko dejavnost? Ja. Tako je, to je mogoče še ena zelo lepih in pozitivnih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih. Na začetku je bil festival predvsem posvečen odraslemu občinstvu, mogoče cinefilskemu občinstvu, se pravi ljubiteljem filma.
že zadnje dobro desetletje pa smo skozi pomlajevanje same ekipe zelo dobro razumeli, da moramo se posebej posvetiti tudi mladim gledalcem, ki bodo ne nekoč, ampak zelo v kratkem odrasli gledalci filmov, ne samo na festivalu, ampak seveda tudi širše. In iz tega je nastal en zelo obširen program, ki mu pravimo Podmornica, ki poteka na festivalu, ampak je predvsem v Istri prisoten čez vse leto. Gre za zelo kontakten način filmske vzgoje, na ta način, da se povezujemo z vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, tudi univerzo na Primorskem in skupaj z njimi pripravljamo oziroma izvajamo različne načine filmske vzgoje, ki so bodisi delavnice, bodisi samogledanje filmov. Kar pa smo v zadnjih letih še posebej razvili, je en meni zelo ljub način, kako vključujemo mlade v naše delovanje, in sicer pravimo mu mladi selektorji, mladi filmski selektorji. Otroke in mlade različnih starosti povabimo k sodelovanju že v jesenskem času in potem skupaj z njimi gledamo 5-10, odvisno od njihove starosti, filmov, ki bi bili primerni v vsakem primeru za festivalski program. Naši mentori skupaj z njimi te filme gledajo, potem se od njih seveda pogovarjajo in skozi dialog, to je zelo pomembno, ne skozi glasovanje, ampak skozi dialog, potem osnovnošolci, srednješolci oziroma študentje izberejo nekaj filmskih naslovov, ki jih prikažemo na samem festivalu ali v okviru drugih programov Zavoda Otok, kot je recimo Kino Istra, ki bo letos spet potekal poleti v različnih krajih slovenske Istre. In ti mladi selektorji svojega dela ne zaključijo, potem ko se odločijo, kateri film želijo uvrstiti v program, ampak potem tudi na samem festivalu predstavijo v živo, pripravijo pogovore z režiserji oziroma z avtorji filma, ki nas obiščejo. Predvsem pa tukaj spoznajo svoje vrstnike, ki jih podobno kot njih film malce bolj podrobno zanima. In te skupine mladih selektorjev v letošnjem letu prihajajo iz okolice Kopra, iz osnovne šole Prade. V sodelovanju s Slovensko kinoteko smo oblikovali dijaško skupino, na samem festivalu pa oblikujemo, trenutno je še odprt poziv, oblikujemo skupino študentov, se pravi polnoletnih mladih, ki bodo gledali filme na festivalu skupaj s publiko in se potem tudi odločili za enega, ki bo vključen v program Kino Istra. Sicer pa, ko že govoriva o mladih, imate zelo, zelo zveste prostovoljce. Če se ne motim, so nekateri res že leta in leta z vami. Zakaj misliš, da je tako? Ja, upam, da je odgovor preprost, ker imajo dobro izkušnjo na Kino Otoku, ampak je to tudi nekako to povratna informacija, ki jo dobimo od njih. Prostovoljci so del zgodbe Kino Otoka že od vsega začetka, ker pripravljamo festival v kraju, ki sicer nima razvite kinoponudbe. V Izoli čez leto živi Art Kino Odeon, vsa ostala prizorišča, ki jih Kino Otok pripravi, pa moramo pripraviti vsako leto za festival posebej, kar seveda zahteva zelo veliko dela in zelo veliko pridnih rok. In v prostovoljsko ekipo vsako leto zberemo okrog 60, predvsem mladih, zadnja leta tudi mogoče ne samo mladih. Dejansko si želimo v prihodnosti prostovoljsko ekipo preoblikovati v neko medgeneracijsko skupnost. In značilno je, da se prostovoljci na Kino Otok vračajo. Vsako leto se vsaj polovica ekipe vrne, kar je eno od gotovo lepših priznanj, tudi delo ožje ekipe. Če je le mogoče, tudi ne ločujemo, oziroma niti ko se pogovarjamo o ekipi festivala, s tem mislimo tudi prostovoljce.
res se pridružijo zgolj za en teden, ampak če skrajšam ta odgovor, brez prostovoljcev festivala v tej obliki, v tem obsegu preprosto ne bi bilo. Tako da je ta zvestoba, to vračanje gotovo ogromno pripomoglo k temu, da je festival preživel 20 let in da je še vedno živahen in mladosten. Kaj pa mesto Izola ima tudi kaj prstov pri tem, kako sobivate, vendarle gre za enega večjih dogodkov, nekaj dni traja, veliko ljudi se zgrne. Kako je čisto samo logistiko, sodelujete? Brez sodelovanja z mestom Izola in pri tem mislim po eni strani seveda za samo občinsko upravo, po drugi strani pa tudi za številne iniciative kulturne, ki v Izoli živahno in aktivno delujejo skozi vse leto, bi ponovno festivala v tej obliki ne bi bilo. Na začetku, se pravi na čistih začetkih festivala, govorim pred 20 ali tudi 15 leti, je Izola sprejemala festivalsko dogajanje z večjo zadržanostjo, ker ne samo, da gre za enega večjih dogodkov, je tudi zelo specifičen v tem, da je edini filmski oziroma večji kulturni dogodek v samem mestu. Zaradi tega razloga se tudi meni vedno zdi zelo pomembno, da še posebej skrbno negujemo odnose z vsemi naši partnerji iz Izole. Pojavljajo seveda skozi leta se številne spremembe, spreminjajo se seveda sami sodelavci v različnih občinskih službah, tako da je pogosto potreba te stike vzpostavljati na novo. Kar se strinjamo vsi skupaj je, da bi festival lahko veliko bolj uspešno tudi rastel in se razvijal, če bi Izola nekako sledila razvoju infrastrukture samih potreb festivala. Ena od gotovo perečih tematik je ta že vrsto let prelagana prenova kulturnega doma oziroma gradnja kulturnega doma. Eno tako novo sodobno opremljeno prizorišče bi festivalu prineslo ogromno možnosti izpeljave programa na drugačen način, mogoče tudi z drugačnimi vsebinami, gotovo pa produkcijsko na nekako višjem nivoju. Tako da infrastruktura je nekaj, kar je pogosto tema pogovorov tudi z občinsko upravo. Gotovo imamo dialog in sodelujemo. Nenazadnje je občina Izola že od samega začetka eden od javnih sofinancerjev festivala. Ta podpora se je žal po letu 2016 prepolovila, kar ni najbolj ugodno delovalo na samo izvedbo festivala. K sreči smo uspeli v zadnjih letih nekako nadomeščati to podporo z evropskimi sredstvi, tako da lahko festival živi in deluje naprej. Po drugi strani pa so se ravno v teh letih, v zadnjih 10 letih resnično okrepile vezi z nekaterimi organizacijami v Izoli, kot so recimo JSKD, se pravi Javni sklad za kulturne dejavnosti, Galerija Salsa Verde je z nami že gotovo desetletje. V zadnjih letih je pa še eno posebej lepo sodelovanje z Izolskim klubom dijakov in študentov, ki v sodelovanju z nami pripravlja večerni glasbeni program na Svetilniku. Zelo zagnano in zelo dobro vsako leto opravijo to programiranje in potem tudi samo izvedbo. Društvo Izolanov je gotovo nepogrešljiv partner izvedbe našega programa. Pri sami zelo tej tehnični izvedbi pa seveda sodelujemo tudi z Centrom za kulturo, šport in prireditve, ki upravlja s kar nekaj prizorišči, na katerih festival poteka. Če govorimo o Izoli, je gotovo pomembna opomba oziroma pomemben dodatek še ta, da se je Izola v zadnjih 20 letih izjemno spremenila z vidika obsega obiskovalcev, turizma. Včasih je težko
namestiti naše goste, ker je infrastrukture turistične preprosto premalo za vse, ki se začnejo ob začetku poletja zgrinjati v Izolo. Spremenila se je tudi zato, ker je zaradi različnih okoliščin kar nekaj kulturnih dogodkov, večjih kulturnih dogodkov v Izoli žal zamrlo v zadnjih 20 letih. Dogajali so se festivali na Mancijoljevem trgu, recimo glasbeni, v Arigoniju, mislim, da dogodki povezani z bolj elektronsko glasbo. Riba je delovala, ne deluje več. Tako da v bistvu se je kar nekaj kulturnih iniciativ je žal v tem času zamrlo, kar je velika škoda, mislim, da za samo mesto. Je pa ne nazadnje škoda tudi za sam festival, saj so te iniciative vedno bile zelo dobrodošel sogovornik tudi nam kot organizatorjem festivala. Kar se tiče mesta samega, pravzaprav res oživljate tudi načeloma precej mirno mestno jedro. Letos se vračate celo na Mancioljev trg, ki smo ga lani pogrešali. Zakaj takšna odločitev? Ta odločitev je tlela v nas gotovo že vsa zadnja leta. Festival se je prvih 12-13 let redno dogajal na Mancijoljevem trgu. 5 dni so tam potekale filmske projekcije, ampak prav v koraku s temi spremembami, ki sem jih prej omenjala, se je na samem Mancijoljevem trgu v zadnjem desetletju zelo razvila tudi gostinska ponudba, ki jo je zelo težko uskladiti z potrebo po tišini in miru in tišini, bom rekla samo predvsem tišini filmskih projekcij, programa, ki ga mi pripravljamo. Nadalje se je tudi nam vedno bolj zdelo neprimerno na nek način zapirati starega mestnega jedra v Izoli, zato da tam izvajamo filmski program, ker močno verjamemo, da so javni prostori v mestu namenjeni vsem in da so programi, ki se tam dogajajo, bi vsaj morali biti, danes ni nujno tako, bi morali biti namenjeni nečemu, čemur pravimo javno dobro, se pravi kulturne vsebine, izobraževalne vsebine, umetniške vsebine, tisto, kar na nek način osmišljuje našo civilizacijo, ne nazadnje, kar osmišljuje življenje v skupnosti, v mestu in tako naprej. To se mi zdi, da je zelo škoda, no, da je tega vedno manj, kar opažamo v Izoli, ampak ne samo v Izoli, tudi mogoče v drugih mestih, v drugih prostorih. In kot rečeno, je festivalski program tam bil zelo dolgo, potem pa v enem trenutku, ne čisto po naši želji, smo bili primorani iskati nadomestno prizorišče za letni kino, ki smo ga našli v letnem kinu Arigoni, ki je z vidika same primernosti prizorišča za prikazovanje filmov seveda zelo dobrodošel. Tam se gledalec resnično lahko usede in posveti temu, kar gleda. Ampak, kot smo že v zadnjih letih nekajkrat poskušali, se vendar želimo vsaj z delom programa namestiti tudi na Mancijoljevem trgu. Letos smo uspeli z zelo veliko dialoga z vsemi vpletenimi, tudi z občino Izola, zagotoviti možnost izvedbe programa na Mancijoljevem trgu v torek in sredo, pa potem ponovno v nedeljo. Tako da je letošnja izvedba letnega kina kompromisna, ampak vendarle primerna praznovanju 20-letnice. Tako se bo v bistvu program festivala začel že v torek zvečer, že dan pred uradnim začetkom, prav na Mancijoljevem trgu s projekcijo Presenečenja. Tam smo tudi z otvoritvijo festivala. Potem pa se v nedeljo ponovno vrnemo z enim krasnim programom, ki se ga pač zelo veselimo. In sicer bosta lokalna izolska ustvarjalca Elvis Šahbaz pa Davorin Marc, eksperimentalni filmar. Elvis Šahbaz seveda glasbenik, kitarist, združila moči v enem glasbeno-vizualnem dogodku z naslovom Onkraj sanj
Gre za premierno uprizoritev tega skupnega dela. Elvis tudi predstavlja svojo novo ploščo. Davorin je pristopil kot naš prijatelj, zaveznik skozi vsa ta leta z vizualno podlago. In to se potem zgodi spet na Mancijolevem trgu, ker se nam je zdelo to resnično edino primerno prizorišče za tako poseben dogodek. Ta letna prizorišča se slišijo super, tudi tako Mancijoli kot Arrigoni, tudi svetilnik oziroma film na plaži omogočajo povsem drugačno filmsko izkušnjo, sploh če bo vreme naklonjeno in v vročih prostorih, ne. Ampak kaj pa se bo zgodilo, če vreme ne bo naklonjeno zunanjim projekcijam? Ja, če vreme ne bo naklonjeno, se tako rekoč ves program seli na nadomestne lokacije. Program, ki ga prikažemo, ki ga pripravljamo v letnih kinih Mancijoli in Arrigoni, bo v primeru slabega vremena potekal v kulturnem domu. Program Videa na plaži, ki je sicer seveda doma na svetilniku, pa se seli v Art Kino Odeon. Ravno tako se glasbeni program seli v prostore Društva izolskih dijakov in študentov. Tako da resnično nas vreme ne skrbi več tako, kot nas je mogoče kdaj je, ker je za nadomestne lokacije poskrbljeno. To se nam zdi seveda izjemno pomembno, ker se v tem festivalskem času v Izoli zgosti zelo velika količina filmskih ustvarjalcev, občinstva, ekipe. In resnično škoda bi bila, da bi morali odpovedovati katerega koli od napovedanih programov. Mogoče samo še spregovoriva o tem, kar bi bilo za naše gledalce zanimivo. Učitelji in vzgojitelji imajo na nekatere projekcije menda zastonj vstop. Zastonj vstop, tako. To je del naše iniciative, ko želimo tudi tistim odraslim, ki se poklicno ukvarjajo z vzgojo otrok in mladih na različne načine, bodisi kot učitelji v šolskem sistemu ali izven, da jih povabimo na festival in še posebej jih vabimo na programe, ki potekajo v okviru sekcije Podmornica, ki sem jo prej že omenila. In sicer so to filmi, ki jih prikazujemo seveda na festivalu, jih pa lahko potem po festivalu v naslednjem šolskem letu mogoče prikažemo tudi šolskim skupinam na samih šolah oziroma v sodelovanju z Art Kinom Odeon. In zato se nam zdi to eno tako zelo majhno in res simbolično darilo našim zaveznikom, se pravi pedagoškemu osebju iz istrskih osnovnih šol, vrtcev in srednjih šol, s katerimi smo sicer prav v okviru našega celoletnega filmsko-vzgojnega programa redno v stiku. Pogosto mi njih pokličemo, povprašamo za mnenje in tako naprej, tako da jih na festival vabimo, kot rečeno, s tem majhnim simboličnim poklonom, lahko pridejo in si brezplačno ogledajo vse projekcije, ki potekajo v okviru sekcije Podmornica. Zdaj, kar se tiče, ves čas govorimo, torej od 5. do 9. traja festival, od 5. do 9. junija. Vendarle bo ta projekcija presenečenja oziroma, kot se je včasih tudi reklo, projekcija za Izolane, češ darilo Izolanom. Lani je bila recimo v Arrigoniju, ljudje so morali priti tja prevzeti brezplačno vstopnico, kako bo s tem letos? Letos je projekcija odprta za Izolane, seveda najprej, ampak tudi za čisto vse. Zgodilo se bo na Mancijolevem trgu v torek ob 9. zvečer, takoj ko pade dovolj mrak, ko mrak dovolj pade, da lahko zaženemo projektorje. Pomembno je, da se na začetku festivala vsi skupaj srečamo v starem mestnem jedru, v srcu Izole, na Mancijolevem trgu. Dostop je odprt in brezplačen za vse. Stopnic ni potrebno prevzemati vnaprej, ampak vabimo vse, ki si želijo te izkušnje filmske projekcije, katere naslova ne poznajo vnaprej, da se preprosto pridejo, usedejo in uživajo. Pa
namig ne naročiti gin tonika, čeprav alkohol škoduje zdravju, ker stane tam 10 evrov, oziroma z inflacijo verjetno še huje, malo za šalo. Vendarle pa imamo še en zelo izolanski plac, ki ne spomnim se, je bil tudi v preteklih letih. V mislih imam še en odprti prostor, Largo pri Špini. Largo pri Špini je že, bi rekla, težko, včasih že pozabljam, ker tako dolgo že delamo festival, da je včasih težko določiti, kdaj se je kaj začelo. Ne, na Largu pri Špini smo začeli sodelovanje, jaz bi rekla, vsaj 5-6 let nazaj. In sicer s posluhom tamkaj delujočega društva Izolanov, in seveda je to plac Izolanov, zelo aktiven prostor, tak skupnosten tudi na mnoge načine, ko se povezujejo prebivalci Ljubljanske ulice in seveda širše. Z njimi smo že od nekdaj gojili pristen dialog, in ko smo se pogovarjali, da bi bilo lepo in dobro festivalu priključiti še kakšno odprto prizorišče, so bili oni takoj za. Tam se zgodi samo ena, ampak zato nič manj pomembna projekcija, in sicer v petek zvečer ob 9. Letos tam prikazujemo en zelo poseben, kratek film, sicer težko mu rečemo dokumentarni ali igrani. Gre pa za kratek film tržaške režiserke Laure Samani, prihaja torej iz bližnje soseščine. Film je pa zelo poseben zato, ker je sestavljen iz amaterskih posnetkov, ljudi, ki se z filmom ne ukvarjajo profesionalno, so pa te svoje posnetke podarili enemu tržaškemu arhivu, in iz tega filma je režiserka sestavila eno zelo zanimivo narativno kratko delo z naslovom Poletje je končano, l'estate è finita, in na zelo poseben način tematizira ta zelo poseben občutek nostalgije, ki se nas navadno loti proti koncu poletja. Tudi enkrat mora biti konec, samo vedno trdim, da je Kino Otok tisti pravi začetek poletja. Tanja, lepa hvala, da si nam danes predstavila festival, in se vidimo v Izoli. Najlepša hvala in vabljeni v Izolo. Tako, dragi gledalci, več seveda lahko izveste o festivalu tudi na spletni strani. Verjamem, da je bilo težko ujeti, kdaj se točno kje kaj dogaja. Nekaj vam sicer razlagamo tudi v našem tiskanem časopisu Megafon, ki, če ga niste dobili, si ga lahko priskrbite tukaj na Kidričevi ulici v Kopru, v naših prostorih, prav na začetku. Sicer pa vas bomo o festivalu redno obveščali tudi v drugih oddajah, predvsem v filmski oddaji In akcija, pa tudi na spletu megafon.si. Toliko za enkrat, in če ne na filmskem festivalu Kino Otok Izola Cinema, pa se vidimo na Megafon TV.